Mislim pa, da je prav to, da ni telefonov pri pouku, da ni tega in tudi tako, kot je zdaj, ne, pa tudi, da se sploh ne nosijo v šole. Ne. Nisem pa najbolj lagodna s tem, da se govori skozi o mladih, o nekem problemu, medtem ko starši sedijo, glih zadnjič sem poslušal en podcast, ne, kako boš ti otroka naučil, da ne sme biti skozi na telefonu, če si ti skozi na telefonu, ne, in isto je pri branju. Konec koncev je pomembno odločati v demokraciji, da dejansko šteje vsak glas in da to ni kar nekaj in da so to konec koncev tudi pridobljene pravice. Ne? Pozdravljeni. Zdravo. Danes sem pogovarjal z Asto Vrečko, sokoordinatorko stranke Levica in pa Ministrstvo za kulturo. Kako ste? Hvala, dober, najlepša hvala za vabilo. Ja, ni problem, pa zato, ker je to praksa in nekak tradicija na tem podcastu, da se gost sam predstavi na nek sproščen način, ker predlagam, da se predstavite. Jaz sem Asta Vrečko, trenutno ministrica za kulturo, drugače sem umetnostna zgodovinarka, mama, aktivistka, feministka in pa predvsem tudi političarka. Kako se je pa vaša pot začela? Kako se spominjate mladosti? No? Vstop v politiko, mislite, ali na splošno? Na splošno, čisto tudi v kulturo, kako ste se... Ja, v bistvu sem bila vaših let v srednji šoli. Jaz sem hodila na srednjo šolo, ki je imela mogoče malo bolj naravoslovno usmeritev, tako da sem tudi za maturo si vzela zgodovino in kemijo in takrat nekako sem kolebala med študijem zgodovine, umetnostne zgodovine ali pa kemije. Moram reči, da umetnostne zgodovine nisem imela v srednji šoli, ampak ker me je zanimal ta ustroj delovanja človeka in njegova ustvarjalnost in spremembe v njej, sem se pa odločila za to. In potem sem tem ostala, v tem sem tudi delala, do profesionalnega vstopa v politiko. Sem pa tako v srednji šoli, kot študentka bila ves čas vpeta v neka društva, gibanja in tak dalje. Konec koncev, tako smo tudi pol naredili stranko, ampak nikoli pa nisem bila zares zaposlena v politiki do zdaj. Sem bila bolj v prostem času. In kako to, da ste naredili ta preskok? Mislim, kultura je zelo tako prijetna, pa to politika je bolj tako... Mislim, kultura ali pa umetnost je zelo zvezana z družbo, pa tudi konec koncev s politiko. Mene so seveda tako kot mogoče večino mladih ljudi tudi zanimale v tistem času, še ko sem študirala, pa prej nekaj obdobja prevratništva, avantgarde in tak dalje. Pa sama sem se sicer profesionalno ukvarjala tudi z obdobjem med vojnama, pa takoj po vojni. Ampak jaz v bistvu v politiko nisem nikoli zares vstopila, ker sem skozi noter. Mi smo bili v času študija, sem sodelovala tako pri tribuni, pri študentskem organiziranju, potem smo imeli Delavsko-Pankrsko univerzo, to je tako bilo neko neformalno izobraževanje z bralnimi krožki, seminarji, predavanji, poletnimi šolami, ki smo jih sami organizirali, ker je bilo pač takrat neko manjko tega, se nam je zdelo, da se kritično razmišlja v družbi. To je bil res nek vzpon neoliberalizma in smo začutili, da moramo malo drugače začeti govoriti o tem, kar se nam dogaja. Smo bili tudi eni prvih teh, ki smo začeli javnemu prostoru začeti uporabljati prostor, besedo socializem, recimo, ki je prej ni bilo. No in potem se je pa zgodila gospodarska kriza in v tistem... Ko je bila nekako bolj proti vrhunsko, sem jaz zaključevala fakulteto, tudi drugi, tudi Luka. In skupaj smo se pa odločili, da je čas, da iz nekega aktivizma, teorije prestopimo na polje političnega in zato smo tudi ustanovili politično stranko. Ampak jaz sem bila zaposlena prej kot že mlada raziskovalka, pa na fakulteti, pa v galerijah, tako da mi je bila všeč moja kariera umetnostne zgodovine. Jaz sem vedno zgledala tudi skozi prizmo sveta, ustroj družbe skozi to. Ampak potem se je pač pojavila ta priložnost in sem nekako, nisem bila najbolj na začetku zavzeta, ampak potem se mi je zdelo, da je prav, da če človek govori, tudi potem, ko pride možnost, pač to tudi naredi. In sem se odločila, da grem na ministrstvo. A vam je umetnostna zgodovina dala neko širino za to? Ja, umetnostna zgodovina je zelo široko področje, tako, kjer moraš ti
zavzema praktično celotno zgodovino človeštva in tudi gleda na družbo na en drugačen, širši način, pač prek človekovega ustvarjanja. Lahko tudi ne samo skozi vizualno umetnost, lahko je to tudi pozneje, ne. Film se povezuje, pa povezuje se literatura, glasba in pa predvsem tudi zelo pomembno, ne, kar so študije v zadnjih letih, recimo od popkulture, razstav, vizualne podobe in se mi zdi, da zdaj, ne, v teh časih, je pa sploh pomembno, da znamo stvari razumeti, ne samo tako, ko govorimo, da je premalo bralne razumevanja, ampak tudi vizualnega, ne. Mi živimo v svetu podob in če ti ne znaš razumeti neke konstrukcije podobe, manipulacije s podobo in ne znaš brati tega, potem je zelo lahko z nami manipulirati in zdaj, ko se vsem tem drugim načinom manipuliranja podobe, ne, ki smo jih že prej poznali sami zgodovini tudi, pridružila še umetna inteligenca, se mi zdi, da je to znanje kar pomembno in tudi zdaj se vedno več piše tudi o vizualni pismenosti, no. Tako da jaz bi rekla, da mi pride prav, tudi ko že umetnostna zgodovina recimo tudi se ukvarja s tem, da razlikuješ slike pa ponaredke pa tako naprej, ne, in že ta slogovna analiza, kdaj pride prav, ko gledaš naslov Socialih, ali je nek deepfake, ali je nek AI generated, ali karkoli, ne. Ampak tega je zdaj v bistvu vse več in mladi so tudi izpostavljeni temu. Tega je zelo veliko, res ogromno in vedno boljš postaja, ne. Na začetku recimo tako, zelo je podobno, ne, ko gledaš recimo kaj pripada enemu avtorju, kar ne, pa delaš slogovno analizo, ne, pogledaš roke, ušesa, vrat, ne, take stvari, ki so bolj, ali pa primerjaš neka ozadja, ne, imaš neke metode, kako analiziraš in pripišeš atribucijo, ne, in tukaj so zelo podobne, ne, ampak res se pa razvija tako dobro, da jaz, ki si včasih vzamem kaj, tako pa zanalašč malo pogledam, da se malo testiram, tudi da ne zgubim kondicije na tem, ampak prihajamo ali pa bomo v nekem obdobju kar hitro v času, ko res bomo zelo težko stvari razločevali. In zato je tudi prav, ne, da so stvari napisane, ampak človek se ne more sam na to zanesti, ne, in bomo mogli počasi razmišljati tudi o nekih načinih regulacije in na ta način, ne, da te stvari ne bojo zavajale ljudi, pač, da se posnetki lažni, ne. Zdajle smo imeli primer, ko je bila tisto sneg v Kamčatki, mislim, da, ne, in se je na koncu izkazalo, da so to neki deepfake variante in čeprav je seveda tam grozno snežilo, ne, tako, ne, in o tem so se poročali, ne, in če mi nekritično sprejemamo totalno vse, kar se nam servira, je to problem. In tukaj sploh ni problem sam pri, tako ko se rado govori, pri mladih, daleč od tega, recimo tudi starejši, ne, sploh tisti, ki niso uporabljali za službo mogoče tega že, ne, ampak starejši tudi, ne, še bolj nekritično mogoče to sprejemajo in se delijo pol te lažne novice, pa dobro, kdaj je pač neki hec, nek medved pride v neko stanovanje, pa ne vem, mačka pleše, kaj vem, ampak to se lahko uporablja tudi za resne stvari, širjenje laži, uničevanje koga, sovraštvo, potem te stvari, ko se pojavljajo, ne, da se slečejo osebe, ne, to so taka nadlegovanja, ki niso prijetna in lahko povzročijo resno psihično, fizično škodo, pa tudi konec koncev so nevarne za demokracijo. Kaj pa zdaj na vladi se nekako pogovarjajo o tem, da bi prepovedali tudi socialna mreža za mlade, a s tem se strinjate, mislim? Kaj je vaše mnenje o tem? Ja, tukaj imam jaz malo deljena mnenja, seveda, kot starša, ne, si želim, da bi čim prej šli mladi na socialna omrežja in vsekakor, da jih se uporablja čim manj, sploh pa nevarnosti so to ogromne, no, človek berete, stisne, a ne, od teh, kot igrice, ki so že na pol socialna omrežja, ti pogovori, pedofilije, ne veš, s kom se pogovarjaš, pa tudi medvrstniškega nasilja, sploh glede spolnega nekako nadlegovanja je tukaj, pa tudi druga, ni enostavno, no, in ni enostavno danes odraščati v tem svetu. Pritiski so veliki, nevarnosti ogromne. Tako da mislim, da je prav, da se o tem odpre debata.
Sem pa dosti stara, ne pa tudi iz vidika nekako človeka, ki je vendarle na nek način zgodovinar, vem, da same ukinitve nič ne prinesejo dobrega in represija ima tudi svojo drugo plat, ne, in prohibicija ni sproši eno drugo zadevo, ne, ki pač je potem ta potalna zadeva, pa ne vem, v resnici mislim, da je tu bolj stvar odprtja dialoga s stroko, z mladimi, na kak način to preprečevati negativne učinke, kot pa kar nekako reči, ok, prepovedujemo, pa gremo dalje, pa se ne vprašati, kaj pa jutri. Ne? Mislim, da vseeno moramo dati nek glas vsem skupaj in politika mora temu slediti. Pozdravljam odprte javne debate, zdaj, da bi pa jaz se čutila dovolj kompetentno reči tako ali pa drugače, tudi kje je ta starostna meja, ne? Pri 15 ima človek že kar veliko pravic, ne? A ne sme uporabljati zdaj socialnih omrežij ali ne, to pa imam mešane občutke do takih ukrepov, ki so brez dialoga, no, z vpletenimi, zlasti pa stroko. No. Kaj pa, zdaj sem imel vašega otroka, no, kako upeljujete, no, probate čim manj socialnih omrežij, pa telefona, pa več knjig, ali kakšen je vaš v bistvu način? Ja, moja hčerka je na srečo, ali pa pač je še toliko majhna, zdaj gre v 1. razred, da seveda nimamo nobenih teh elektronskih naprav, čim več bereva, gledava knjige, in berem pravljice, stripe in pa tudi recimo risanke, to se mi zdi dosti pomembno, tudi ravno zaradi vizualne pismenosti, tudi meni, se mi zdi tudi obstaja cel kup teh finih programov, kot je Kino balon, da se mlade upelje v film, a ne, ali pa v risanke, ampak res kvalitetno produkcijo. Enako, ne, tako se mi zdi, da pač tudi prepoved čist odsotnost televizije, tega nič dobrega ni, a ne, pa enkrat prideš v stik. Jaz mislim, da je treba naučiti kritično gledati, razumevati, kaj je dobro, kaj je slabo, ne vem, seveda imamo cenene stvari tudi na teh streamingih in tako, ki niso neke kvalitetne risanke, a ne, in tudi otrokom zbujajo preveč dražljajev, prepisane so ali pa senzorično niso dobre, ne, ampak so pa tudi izjemne zgodbe se dajo prek tega povedati, odpreti obzorja, likovno, glasbeno in tako naprej. Tako da jaz se mi zdi, da probam tu na ta način ji odpreti vrata v to, telefon pa vse ostalo pa bi si želela čim pozneje, zdaj kako bomo pa pri tem uspešni, pa bomo videli. Mislim, da je veliko odvisno valjda tudi od družbe, ne, v kjer je in tako in šole. Če noben nima telefona, niti ga ona ne bo hotela, če ga imajo pač vsi, bo pa to vedno problem. Mislim pa, da je prav to, da ni telefonov pri pouku, da ni tega in tudi tako, kot je zdaj, ne, pa tudi, da se sploh ne nosijo v šole, ne, ker potem to je že v redu, a ne. Absolutno se mi ne zdi pametno, pa da postanejo to, se smo že vsi preveč zasvojeni. Nisem pa najbolj lagodna s tem, da se govori skozi o mladih, ko nekem problemu, medtem ko starši sedijo, glih zadnjič sem poslušala en podcast, a ne, kako boš ti otroka naučil, da ne sme biti skozi na telefonu, če si ti skozi na telefonu, a ne, in isto je pri branju. Ne moreš ga naučiti, da mora vsak dan brati, če ti ne bereš, a ne, in tak naprej. Ne vedno moramo biti odrasli zgled in ne samo moralizirati, ampak tudi pomisliti, kaj lahko s svojim zgledom za mlade, za celotno družbo naredimo. A tudi svojo hčerko pač z zgledom nekako vzgajate, a probate z zgledom voditi? Ja, seveda, mislim, trudim se absolutno. Kak pa smo starši uspešni, pa se pol pokaže čez leta. Ampak, zdaj pa, da se navežemo na vaše delo, a je čas za družino, pa za neke druge dejavnosti, pač na taki poziciji, kot je pač ministrica? Ja, čas za družino si jaz vzamem, no. To je meni zelo pomembno v življenju. Moram priznati, da imam pač srečo, no, tudi, da si lahko svoj čas in si vzamem to, da sem s hčerko, da jo peljem v vrtec, da sva skupaj. Pogosto jo vzamem tudi skupaj na kakšne dogodke, ki so za njo primerne, pač delo ministrice za kulturo, nisem čez dan, je pogosto zvečer, ob vikendih in tako naprej, in jaz sem rada na dogodkih, jaz imam rada kulturo, in vidim to dogajanje in ja, jo vzamem s sabo, tudi njej je všeč, konec koncev, da to vidi, kar je pač primerno za njeno starost in v teh urah.
In kar se pa tiče drugih hobijev in tako naprej, pa priznam, da imam premalo časa, sploh za kako športno udejstvovanje je zdaj bolj, ampak recimo, da branja si ne vzamem. No. Tudi če zaspim ob knjigah, vsaj imam to, da vzdržujem neko mentalno kondicijo, ki ni vezana zgolj na branje nekih predlogov, zakonov, strokovnih poročil. Gotovo pa mogoče pogrešam to, da bi bolj sledila strokovni literaturi iz mojega področja, no to pa res, kar vidim, probam prebrati, ampak ni to isto, kot prej. Jaz sem navajena sedeti za knjigami. Mogoče, kjer je vaša najljubša knjiga? Moja najljubša knjiga... Ne vem, če imam glih eno najljubšo knjigo. Eden izmed mojih ljubih pisateljev je China Miéville. Potem zadnje čase sem spet po dolgem času vzela v roke Dickensa, ki mislim, da je tak spet avtor za te čase, ali kako bi rekla, no. Ampak lani sem se malo vrnila k Cankarju, no. Moram reči, da to je neverjetno, kako so aktualni te pisci, a ne. Ampak letos pa priporočam, da vsak vzame v roko Kosovela pa Zofko Kvedrar, ker sta ti 2 leti. To niso dolga besedila, so pesmi, črtice in tako naprej, ampak se mi zdi, da nam tako povejo aktualne stvari, pa 100 let stare, da je to neverjetno. Ja, to so v bistvu te klasike, ki so lahko aktualne in se vedno lahko povežejo vsaj med vrsticami. No. Ja, pač z razlogom so klasiki, a ne se sodobna, sodobno literaturo spremljam, kako le lahko, no. Vzamem v roke knjige, ki jih in probam slediti tudi ljudem, ki jih poznam in tisto, kar je pa nagradam pa tako naprej, ker vidim, da so dobre to knjige, pol polet malo več not prinesem branja, tudi leposlovnega. Ampak ja, klasiki pa vedno so glih klasiki zaradi tega, ker dajo en vpogled v svoje takratno dogajanje, ampak z distanco enega univerzalizma, s katerim se lahko vsak poveže. No. In mislim, da smo na nekih prelomnih časih danes, da leto 2026 se meni osebno ni zdelo, da bo na ta način prelomno, kot je, ko sem mogoče bila študentka ali pa srednješolska, da bomo se vračali k enim temeljnim vprašanjem človeštva, kot je mir, genocid, pravice žensk in tako naprej. In verjetno zato se mi zdijo trenutno te knjige bolj aktualne, ko so se mi zdele pred leti. Ampak zanimivo, v bistvu vsi ljudje smo proti vojnam, proti genocidom, ampak stalno se nekako pojavljajo, nekako prehajajo na plan. Ja, veste, vsi smo načeloma seveda proti, a ne? Ampak po drugi strani pa nekateri na tem zelo, zelo bogatijo. Vojaška industrija pač ima od tega jasni interes, a ne? Za njo, za vojaško industrijo stojijo podjetja, multinacionalke, kapitalisti, države, tudi nekateri voditelji svetovni in na koncu koncev je svet globalen in povezan, a ne, in interesi nekih političnih sil imajo tu zelo jasen interes, ampak to niso neke abstraktne stvari, tudi to so ljudje, a ne, in tukaj seveda najlažje je govoriti o miru, ampak zelo težko je pa mir vzdrževati in se za mir prizadevati. In če me je kaj naučilo, no, ker sem se glih ukvarjala, pač glih s temi obdobji pred in po vojni, je to, da dejansko do teh stvari pride, a ne, kadar omogočimo ljudje, pa tudi politika, neke mehanizme, da se to udejani, a ne. In nažalost se bojim, da smo točno v tem trenutku zgodovine, ko bomo čez nekaj let rekli, to pa je bil en prelomen čas, to pa, kako smo lahko to pustili, ne, da reče, ne vem, Trump, jaz grem na Grenlandijo, on ugrabi enega voditelja druge države, da se dogaja vojna v Ukrajini, genocid v Gazi in tako naprej, ne, in pa bomo rekli, pa kje smo pa bili takrat, ne. In mislim, da ne, da bi se upala napovedovati neke zgodovinske dogodke, ampak mislim, da smo v enem zelo, zelo pomembnem času, kjer bo človek vprašan,
na kateri strani je bil in kak smo reagirali kot ljudje in kot države. Ampak se sploh učimo iz nekih napak iz zgodovine, ker v bistvu se več čas ponavlja in vsakič gledamo nazaj in pravimo, kako smo to lahko dopustili, ampak v bistvu spet še enkrat isto dopustimo. Ja, gotovo se premalo učimo iz tega, ne. Sej na eni strani seveda je to jasno, sej tudi človek sam kdaj ponavlja napake tudi v svojem privatnem življenju, a ne. Ali pa so nam neke skušnjave tega, da nam je udobno, da se ukvarjamo sami s sabo in tako naprej, prevelike, da bi si upali biti glasni za neke krivice drugim. Ali pa smo preprosto postali tudi malo do kakih stvari apatični. In zaradi tega je dobro, ne, da imamo v družbi tiste ljudi, neke moralne vertikale in osebnosti, ki to ves čas poudarjajo. Tukaj na prvem mestu je civilna družba. V Sloveniji je močna, od nekdaj je bila in tako je še danes in je prav, ne, da je tista, ki nas ves čas izziva v našem mišljenju. Tu mislim tako politika kot posameznike, ne. Potem je pa tudi tako, da se moramo vprašati konec koncev, saj kdaj v življenju, kak svet hočemo pustiti za sabo, a ne. A hočemo pustiti res obubožan svet, svet poln razlik, revščine, nekih brez prihodnosti, brez narave. In zaradi tega se mi zdi, da je na nas, a ne, da če smo mi, recimo moja generacija, nekako tisti, ki z gospodarsko krizo takrat nam je bila vse določen del prihodnosti odvzeta, a ne, ne smemo mi biti tisti in delati politiki, ki bi odvzemali prihodnost komurkoli od mlajših. Tako da iz napak se moramo učiti in zato pa je treba tudi, da je prisluhniti, se ustaviti in tukaj imamo generacije naših dedkov, vaših pradetkov, prababic, babic, ki so nekaj takega že doživela, ne, in jim je kdaj prav tudi prisluhniti, ne, in se ustaviti. In mislim, da je ena generacija tukaj, ki še ima kaj zapovedati, hkrati pa misliti na prihodnost, no. Pustiti uničen svet, pač ne smemo si tega pustiti. A vas to motivira, da ostajate pač v politiki, da nekako spremenite svet na bolje oziroma da ga pustite za sabo lepšega, kot ste prišli, no? Ja, jaz sem, v bistvu to mi je bila glavna stvar že takrat, ne, že kot študentki in potem, da se borim za boljši svet, ne, da se borim za neke sistemske spremembe proti takrat res totalno divjemu kapitalizmu, neoliberalizmu, ki je prodal vse državne firme, potem je prišel ZUJF, ni bilo služb, bilo je za mlade res neperspektivno in konec koncev v bistvu se razkrajal nek ta ustroj skupnega, noben ni govoril več o tem, a ne. Samo dobiček, samo to, naenkrat so propadle od bank seveda in mi smo jih mogli tudi, ko je prišlo to v Slovenijo, dokapitalizirati, govorili smo o tem, da bojo finančne institucije prevzele države in tako naprej, a ne, in to se mi zdelo res skrajno nedopustno, tudi človek, solidarnost in pa dobrobit celotne družbe ali pa posameznika v njej bil res tako na zadnjem mestu. In takrat mislim, da me je najbolj gnalo to, da sem hotela spremeniti svet, sistem, družbo, zlasti seveda za sebe, a ne, tudi da si ustvarimo mi nek prostor pa glas, ker se mi je zdelo, da ga nihče ne zastopa v javnosti, ne. In zato smo imeli od časopisov do tega drugačnega družbenega dogajanja ali pa aktivizma. Danes, a ne, ko sem pa 20 let starejša in pa seveda se mi zdi dosti bolj pomembno se boriti za druge, a ne, se pravi za mlajše. Danes gledam drugačne stvari, jasno, tudi konec koncev jaz sem se v svoji karieri predpolitični uresničila in zaradi tega se mi zdi, danes imam gotovo drugačen cilj, ne. Danes se mi zdi najbolj pomembno, ko razmišljam tako, a ne, pomembno je, da otroci doživijo ene stvari, da imajo mirno otroštvo, da ni
nasilja, revščine, da vidijo naravo, sneg, konec koncev sploh ne vemo, a bo še sneg čez 20 let tukaj, a ne, zaradi podnebnih sprememb. To se mi res srce para, ko to pomislim, kam mi puščamo kot družba za sabo. In ta gonja po dobičku, no, ali pa ta egoizem družbe me pa še zmeraj grozno motno. In tako da, evo, to je, zakaj sem danes tudi v tem, seveda, predvsem zaradi enakih načelnih razlogov, no, ampak zdaj imam kot še kak razlog več, zakaj se borim. Ampak v bistvu, a v politiki primanjkuje tega fokusa mogoče na mlade, zato ker statistično glasuje kaj tretja, pa četrta ali druga, pa tretja generacija, no, starostna skupina, ker pač zato se tudi politika, a se obrača v njihovo smer bolj kot v mlade. Ja, jaz mislim, da je najslabše, ne, da začenjamo nagovarjati neko družbeno skupino samo takrat, ko mislimo, da bomo kapitalizirali zaradi njenih glasov. In tako kot pri vseh, dokler če ne ustvarjamo nekih pogojev za to, da se nekdo lahko realizira, počuti doma, zato da ne bojo mladi odhajali v tujino ali pa če že pridejo nazaj, da čutijo, da lahko tukaj izpolnijo svoj potencial, profesionalno, družinsko, osebno, kakorkoli že, v Sloveniji, potem itak smo že zašli kot družba. Mislim, da to mora biti absolutno cilj. In zdaj nočem špekulirati, zakaj se ne hodi na volitve, ampak dejstvo je, da seveda imaš drugačna zanimanja v različnih obdobjih življenja in to je čisto človeško. Je pa mogoče majčken več recimo tega zavedanja, ki ga pač mora tudi dati izobrazba, doma, družba kot celota, da konec koncev je pomembno odločati v demokraciji, da dejansko šteje vsak glas in da to ni kar nekaj in da so to konec koncev tudi pridobljene pravice, Ženske niso imele pred drugo svetovno vojno volilne pravice. V nekem obdobju tudi ne moški vsi in tako naprej. In zaradi tega ni čist samoumevno, da bo to še ostalo. Vedno se treba boriti za stvari, ne. In tudi ta akt, da greš ti na volitve, pomeni v bistvu neko počastitev tudi teh borjenih pravic, hkrati pa soodločanje o prihodnosti. Je pa res, da jaz verjamem, da človek hitro rata danes apatičen. Gleda se vso to dvoličnost, vozi se na podnebne konference z zasebnimi letali, govori se o tem, da je treba obogatiti, obdavčiti najbolj bogate, pa hkrati se to ne dela, ali pa se potem v bistvu to še podpira s političnimi predlogi, tako govorim globalno gledano, no, pa tudi v Sloveniji, ne, in to te verjamem, da tudi v bistvu naredi apatičnega, ker si misliš pač, okej, In zato meni se zdi, da bi bilo najboljše seveda, da se ljudje aktivirajo v karkoli, ampak občudovati ali pa moralizirati pa ni po moje najbolj pametno, no, s tem prej odženemo koga, da participira. Ampak a bi bili za znižanje praga za volitve, torej na 16 let? Ja, jaz mislim, da to ne bi bilo slabo. Jaz mislim, da so ljudje dovolj zreli in pametni, tudi pri 16 kot pri 18. In zaradi tega jaz s tem nimam problemov, če se s tem pač strinja tudi stroka, če je to tudi ne vem, zakaj ne bi bilo izvedljivo, ne, seveda jaz s tem, meni se zdi čisto okej, da bi participirali tudi mlajši. Konec koncev, če kdaj še danes odločamo res o usodi celotnega sveta in prihodnjih generacij, še bolj kot sami sebi. Ampak te volitve so kar prelomne, no, nekako se vse kuha, pa zelo je ne ve se, kaj bo. Jaz mislim, da živimo res v prelomnem času, da je pred nami zelo velika odločitev. In predvsem odločitev na enem razpotju, v kako družbo hočemo iti. Ali hočemo zaviti v neko družbo, ki gre v smer samodržcev, avtokratskih sistemov, kjer pač je profit nad človekom, privatizacije javnih storitev in kjer v bistvu bo
če ti uspe v življenju, ti lahko zaradi samega sebe ta American Dream in tako, ne pa v smislu, da je javna mreža družba, ki ti omogoča lahko in ta potisk posameznika, vlogo posameznika v družbi namesto celote, da se potencira in tukaj vidim seveda na desnici je ta nevarnost, in tudi odločitev to, ali se bomo prizadevali v svetu za mir ali ne, tudi konec koncev enostavna vprašanja, kot so, kaj se dogaja v Gazi, je genocid ali ni, to ni zelo težko odgovoriti, ali bomo paktirali z takimi ali ne, in mislim, da smo trenutno na tej prelomnici. In na drugi strani pa seveda imamo možnost vsaj neke razprave in razmisleka, kako zamejiti podnebne spremembe. Zdaj že vemo, da se jih ne da ustaviti, ampak jih moramo zamejiti, posledice podnebnih sprememb, moramo iti v trajnostno družbo, moramo začeti razmišljati o manjši potrošnji, o tem, da moramo graditi vključujočo in solidarno družbo, kjer se pač mora vsak realizirati, kjer mora imeti vsak otrok možnost, in to predvsem tudi zaradi mehanizmov socialne države, da lahko pride do konca šolanja, kjerkoli že, srednješolskega, visokošolskega, kar ga pač zanima, in da to ni odvisno samo od staršev ali pa njegovega socialnega statusa ali pa od sreče, tako kot pravijo drugje. In krepitev javnih storitev je tukaj nujna. In naša družba je relativno še egalitarna, pogledamo v globalnem smislu. Mi imamo zelo, zelo močne javne storitve, imamo najodličnejše vrtce, knjižnice, ljubiteljsko kulturo, glasbene šole, tudi konec koncev mrežo zdravstvenih domov, ki pač vsi imamo zdravstvo, absolutno je treba ogromno narediti, ampak imamo, vsaj to, treba je graditi na tem. Se pa bojim, da lahko pride opcija, ki bo to razdrla, ki bo šla v smer privatizacije, bogatitve in to je to, in prezrla del družbe, in mislim, da smo na tem razpotju, Razredne razlike se že večajo, Mi moramo zdaj to spraviti nazaj v družbo, ki bo kot celota delovala. In jaz mislim, da so tukaj odločitve kar velike in tudi pomembne za naprej. Če pa damo to skupaj še s tem, kar se dogaja po svetu, pa razvoju umetne inteligence, pa vidimo, da lahko se tudi znajdemo v nekem svetu totalnega nadzora in nekih distopij, ki smo jih prej brali samo v knjigah. Ampak v politiki je možno, da bi se pač desna pa leva stran združile v tako imenovano veliko koalicijo. To sploh je neka, ali je to idealistična neka ideja? Mislim, da morajo biti neka vprašanja, ker se človek poenoti. Jaz mislim, da ta vprašanja morajo obstajati in bi si želela, da obstajajo neke teme, kjer si rečemo, to pa je pomembno dovolj, da ne bomo iz inata pač nasprotovali. Jaz moram reči, da sem imela en tak zakon v tem mandatu, kar me je zelo veselilo, to je bil zakon o javni rabi za slovenščine, kjer so potem tudi posledično zdaj iPhone in vse te naprave govorijo v slovenščino, tudi telefoni bojo, avtomobili grejo v to smer, prav zaradi tega zakona in tukaj so ga vsi podprli. In evo, vsaj pri takih primerih, da bi pa zdajle videla možnost naslednje vlade, kjer bi vsi skupaj, to pa mislim, da ni utopistično, je to utopistično predvsem, ne moreš, na eni strani imaš zanikovalce genocida, zgodovine, resnice, pa tudi konec koncev čisto izvotlitev, res socialne države, temeljnih vrednot in človekovih pravic. Eni bi celo splav prepovedali in to pač ne gre v roki z neko demokratično družbo. A se velikrat v politiki preveže ta osebni interes nad tem nekim interesom ljudstva ali pa ljudi, prebivalcev? Jaz mislim, da prevečkrat, Politika ali pa delovanje v stranki
ali pa konec koncev v kateremkoli takem kolektivu, a ne, mora biti kolektiv, ekipa ali pa ideja, zakaj si ti skupaj, mora biti nad posameznikom. To je temelj delovanja, a ne. In mi recimo v Levici imamo to zelo jasno postavljeno in seveda se pa najde kdo, a ne, ki postavlja sebe pred druge. Ampak mislim, da je to res problem, a ne. Politika mora delovati tudi, če nekdo gre. Pač bistvo je, da vsak človek ve, pa ne samo politiki, no, tudi drugi, da je zamenljiv, a ne. In to funkcije v politiki so pa sploh take, da ne smejo biti toliko personalizirane, da ne vem, če bi predsednik stranke to stranko zapustil, imamo tudi predsednike, ki so že več desetletij na čelu ene stranke, da se kolapsira. Pač ljudje smo sploh na teh funkcijah, a ne, smo zamenljivi. Ljudje nismo zamenljivi kot prijatelji, družinski člani in tako naprej. Kot na političnih funkcijah, pa absolutno, to je pa osnova demokracije. Mogoče tudi ljudje sami nočejo, da vidijo te ljudi, ker pač nekoga podpirajo, pa ko ta oseba gre. Ker v bistvu ne podpirajo niti programa, niti stranke, ampak pač to eno osebo, ki je obraz. Ja, in temu se reče kult osebnosti, a ne. In tega smo v zgodovini veliko videli in to je ena izmed ključnih nevarnosti, a ne. Kot nekdo s svojo osebnostjo preraste idejo, organizacijo ali pa ta načrtno gradi na eni osebnosti, da bi ta postala nezamenljiva, ne. In tudi v Ameriki zdaj vidimo, da se to krepi, a ne, in potem je cela institucionalna raven in vse povezano, personaliziran v eni sami osebi. Pač to je jasno, da v družbi in zgodovini ne pele nikamor dober. Kaj pa stranka Levica? S katerim razlogom je nastala? No? Kaj je bila miselnost zadaj? Ja, takrat je nastala res iz gospodarske krize, finančnega zloma in potem nekaj časa, ko smo delali še kot čist civilna družba, smo razmišljali, ostanemo kot civilna družba, ne. Potem so se začele takrat tako imenovane vseslovenske vstaje in tam smo se srečali takrat še v Delavsko-Pankrski univerzi, pa pol iniciativi za demokratični socializem, z nekimi drugimi civilno-družbenimi gibanji, začeli govoriti o tem, prestopiti, ne prestopiti ta Rubikon, ne, da gremo čez in se gremo v politični boj. In za nas je bilo to pomembno, da v bistvu spreminjamo družbo tudi skozi politične institucije. Tako smo se takrat odločili, z veliko od njih smo še vedno skupaj, a ne, še delujemo od tistega začetnega kolektiva. In v bistvu potem, no, je pa res se zgodilo še to, da je recimo v Grčiji, ki se je znašla v zelo slabem stanju, a ne, je grozila trojka, vsi smo navijali, a ne, da bi se Grčija uprla trojki in tako naprej. Takrat to se pa žal ni zgodilo, to nas je tudi kar spodbudilo k temu, da pač, okej, to pa res ni v redu, a ne. Ta diktatura kapitala, hkrati pa so se zgodile grozne privatizacije podjetij, a ne. Vse sorte se je začelo privatizirati, razprodajati državno premoženje, ki bi moglo pripadati ki je pripadalo vsem ljudem, a ne, vsem generacijam, tako kot tisti, ki so gradili, kot našim otrokom, konec koncev del tega bi danes mogli pripadati tudi vam. Ampak se je razprodajalo, razno zaradi saniranja finančnih lukenj, tudi bank in tako naprej, ne. In to je nepravično. To ni prav, a ne, preprodajati v bistvu prihodnost dobesedno države. In to so bili neki različni razlogi, zakaj smo se v to odločili. In zdaj se nam je dostno, da je dosti tega, da se res ne postavlja v ospredje več človeka, da nobenega ne zanima več, kdo smo, kam gremo, ampak samo še denar. Pa mogoče, kaj sploh pomeni biti levičar, no? Ta izraz se dosti uporablja, no, jaz sem levičar ali pa ne. Pač kaj to sploh pomeni? Mislim, levičar je nekdo, levičar je v bistvu nekdo, ki močno verjame v javno dobro, v solidarno družbo, v
v to, da je družba vključujoča za vse, od gibalno oviranih do manjšin, in družba, ki temelji na skupnem. In v Levici smo se tudi s tem razlogom potem ob združitvi tako poimenovali, ne, ker vse te široke oznake na levi smo se našli pod tem, in ker se nam je zdelo, da je bila to čas zelo zmerljivka, ne, ali pa se ni sploh uporabljala, in smo probali tudi čez svoje delovanje te besede rehabilitirati, ne, jih spraviti nazaj gor, in se nam je zdelo, okay, da bo se tako tudi poimenovati. In predvsem verjameš v to, ne, da mora biti, da smo vsi enakovredni, enakopravni v družbi in da lahko na njej enakopravno participiramo in dostojno živimo. Ne? In to je ključno. Da pač, in da če se nam kdajkoli zalomi v življenju, imamo eno mrežo socialne države, ki te bo ujela. Ne? Ki te bo ujela in ti bo pomagala nazaj ostati. Ali pa če si kot otrok se narobe rodil v družini, ki nima veliko sredstev, ali pa imaš take ali drugačne osebne okoliščine, ti bo vendarle omogočila normalno življenje in uresničitev vsega, kar želiš in lahko postaneš. Ne? In v nasprotju pač s privatizacijo in pa individualizmom. Evo, zdaj pa pred konec smo pripravili še 12 hitrih, sproščenih vprašanj, tako da čim bolj hitri, zanimivi odgovori. Evo, kaj je ena stvar, ki jo ljudje o vas narobe razumejo? Verjetno, mogoče to, da delujem zelo stroga oseba, ampak v resnici mislim, da res nisem. Kateri trenutek v vaši karieri vam je najbolj ostal v spominu, pa ni nujno največji? Najbolj mi je ostalo v spominu in zelo veliko mi je pomenilo, ko sem odprla Beneški bienale s celotno ekipo. Tam je bila tudi moja hčerka, ki še ni bila stara niti 1 leto, in takrat smo, to je bilo leta 2021, v času korone še iztekel, no, in tudi smo predstavljali Slovenijo z projektom zadružnih domov, in sem bila zelo ponosna, no, da smo dobili ta projekt, da smo lahko našo državo zastopali na eni največjih svetovnih prireditev v Benetkah. Gledališče ali kino? Gledališče. Kultura ali politika? Kultura. Kdaj ste nazadnje naredili nekaj prvič? Prvič. Prvič sem nazadnje prvič sem posnela, da so me posneli kak plešem nedavno za en podcast, kar prej nisem glih javno razkazovala. Tukaj tega ne bomo, ampak kaj je vaš najljubši kotiček v Ljubljani, ko si zaželite miru in nevidnosti? V bistvu, ko sem bila še študentka, pa to mi je ostalo do zdaj, in sem živela nekaj časa v Šiški, nekaj za Bežigradom, mi je bil ena najljubših mojih poti do filozofske fakultete, ko sem šla od vrha Prešernove ceste do filozofske fakultete med galerijami, čas zavila noter v Narodno ali pa Moderno, ali pa se sem sprehodila spomladi ob cvetočih drevesih, ali kaj poslušala, ali pa sem bila ujeta v svojih mislih, in še zdaj, kdaj to naredim, in mi je zelo všeč, in mogoče je ta najljubši. Ta občutek miru v naravi. Improvizacija ali natančno naučen tekst? Jaz sem bolj za improvizacijo. Jaz tudi ne. Knjiga ali film? Knjiga. Kaj vas najbolj prizemlji, ko postane vsega preveč? Družina. Katera pesem vas takoj spomni na sproščene najstniške dni? Pojdi z mene v toplice. Podcast ali pogovorna oddaja? Podcast. Najboljši nasvet, ki ste ga prejeli? Predvsem ne se pustiti. Ampak kako to, da imate raj podcast kot pogovorno oddajo? Bolj sproščeno ali ne? Ja, bolj sproščeno je. Zdaj, to sem odgovorila kot poslušalka, ne kot udeleženka. Ampak všeč mi je pri podcastih
ker zdaj sem se jih tako zelo navadila poslušati, da recimo, če grem v hrib ali pa v naravo, pa sem sama, lepo poslušam in se mi zdi, da niso tako premenjeni z vizualnostjo, pa tudi pogovori so velikrat v podcastih 1 na 1 in se pa res lahko temu posvetiš. In moram reči, da sem v zadnjih letih zelo vzljublja ta žanr kot poslušalka, kot udeleženka pa je seveda malo drugače. Kaj pa imate raj kot udeleženka? Ali pa oboje? Ne. Ne, mislim, jaz moram reči, da nimam slabih izkušenj, seveda ne z enim, ne z drugim in je pa ja vedno mogoče prisoten absolutno malo treme pri obeh, ampak ja, so mi pogovorne oddaje tudi zelo blizu, ampak res kot poslušalki, pa zdaj se mi zdi, da toliko nimamo več časa, da si vzameš na žalost, se bi si mogla, da se usedeš, pogledaš, poslušaš, da res velikrat poslušamo, tako da so mi blizu tudi podcasti zelo ratali. No, najlepša hvala, da ste bili na tem podcastu. Tako da res zanimiv pogovor. Hvala, da ste v bistvu se odzvali, pa da ste prišli. Ja, hvala in hvala lepa v bistvu za te oddaje, ker so zelo zanimive in tudi za tole vabilo. Hvala.